Radio SI Main Stage. Marko Kocijan alias MK zase pravi, da je v prvi vrsti reper. Njegovo udejstvovanje na slovenski glasbeni sceni pa konkretno presega okvirje aktivnega glasbenika v tej zvrsti. Tudi zato, ker k razvoju domače hip-hop scene prispeva v okviru svoje založbe Woody's Bun Records, ker je iskriv in iskren mentor mladim muzičarjem tudi v okviru lastne inovativne platforme za pretočne vsebine Streamarnica. Je viden glasnik in interpret mariborske esence, ki je kariero uradno začel tam leta 2006. Vmes so se zgodili Tekoče kru, pa Velebor, postal je štajerska osebnost leta 2020 v akciji časnika Večer in še bi lahko naštevali. Do danes je pilil svoj, recimo temu, zmagoviti recept, besedila v pristni mariborščini, s katerimi se marsikdo poistoveti, tudi na drugi strani Trojan, z vokalom, ki je več kot prepričljiv, in tistim kančkom drznega humorja, ki ga pri njem nikoli ne zmanjka in ima človek občutek, da si ga za dobro jutro na kruh namaže. Ja, tudi jutra je med tem opazil in danes v njih uživa napolno, nekje med svojo zbirko sneakersov, in to ne čokoladic, marveč čevljev. Najdražji par v njegovi kolekciji naj bi imel vrednost okoli 700 evrov. Ja, denar ima lahko človek za tretje življenjsko obdobje, tudi v škatli za čevlje. Radio SI Main Stage. Tako, pa smo tukaj, Main Stage, MK. Lepo zdrav. Dobro jutro. Helena je lepo povedala. Zelo lepo, se sem vedel, da si ti govorila. Hvala za te lepe besede. Zdaj mi je prav dalo zagon za dan, ko vidim, vsake toliko dobim potrditev, kako tako lepo, tako da res hvala za te besede. Iskreno, res. V prvi vrsti reper, kaj pa v drugi vrsti? No? Mož. Mož. V bistvu sem v prvi vrsti mož, zdaj ponovim. Tako se je zgodilo, da sem ugotovil sam pri sebi, da se bo malo skuro in da se moram vstaviti. Tako da to glede uživanja juter se tudi na obdobje spreminja. Zdaj je bilo, zdaj pa spim spet do 10, pa sem ful srečen, da mi to uspeva. No, vsako obdobje prinese, seveda lahko rečemo, morda tudi svojo rimo. Danes boste igrali od 10 in 15 naprej s svojim bandom Muzičari, k njim se še vrnemo. Zdaj leto 2021, ampak na naših frekvencah si že bil gost leta 2013, takrat si se pogovarjal, da je My Life, My Music s Chrisom Verjem. Malce sem včeraj preletel intervju, ne, in tole je ostalo, no, če se spomniš. Jaz lahko se preden zaplejate, pardon. Jaz ta podcast v bistvu večkrat poslušam. Dostikrat se vrnem, to je v bistvu edini moj podcast, ki ga poslušam, predvsem zaradi tega, ker sem takrat zbiral glasbo, ki ni bila moja in mi je še danes dobri komadi tam noter. It's supposed to have a message. In the newer days, it doesn't have the message always, but it was the original intentions were to give something to the people, to make them think and make them react to the society and have their own opinions. They always say like, they are only rapping about girls, cars and money, you know, but it's not like that. We make love songs also, you know, so everybody's like, I had sex in the shower, you know, it's crazy, you know. Shit. Vidiš, in smo, ne, kot si začel, zdaj si pa mož in 7 let kasneje, vidiš, se je, ne, nekako v love songs ja, na koncu priletijo. Jaz si tako skozi pravim, da ljubezen je edina stvar, ki nas reši, ne, tako da, če veš, odrasto vse malo, ne, malo mi smešno, ko neke stvari za nazaj poslušam, pač tudi moralen kompas se je dosti spremenil od takrat, ampak lepo je videti v bistvu, kako napredujemo. No. Tako da je od tega, kar si slišal, ne, teh 7 let nazaj, je bil nek preskok tudi po tvojem mnenju? Predvsem miselni preskok, predvsem v tem, kaj si želim od življenja, kaj bi rad v bistvu dosegel. Velik preskok je, zelo velik od 2013. No, Helena, če se spomniš, ne, od albuma Adijo stari, kaki scenarij za sedmo Tekoči kru, ali pa recimo še od komada The Great Walk, pa potem zdaj gospod Kocijan tukaj. Ja, v bistvu malo podoživljam od Veronike, ker imamo tudi mi radijsko kolegico Veroniko, ne? In pa ko se voziš z avtomobilom in lahko odprem, ali bo kdo bruha v avto, ta esenca prevozov, ki smo jih vsi na nek način izkusili, no? In je res eno obdobje življenja, se mi zdi, vseh nas, aktivne populacije, prepletene s tvojo glasbo. V bistvu dosti bolj brezskrbni časi, ne? Takrat so bili, mi smo bili mladi, nismo imeli toliko obveznosti,
toliko položnic in podobnega, tako da smo res uživali. Zdaj je pa to na nek način postal poklic in prinese to dosti stvari tudi zraven, dosti fokusa, planiranja in pobere več časa. No, in ker imamo danes MK-ja in muzičarje, seveda smo dolžni tudi povedati, kdo so muzičarji. Muzičari so v prvi vrsti moji prijatelji. Na kitari je Vid Turica, na klaviaturah je Žan Hauptmann, na bobnih je Anže Breskvar, na basu Nace Jordan in na prekašnih Blaž Sotošek. Tako da gre tudi za glasbenike, ki so sicer glasbeno ustvarjalni in nekako dopolnjujejo celotno sliko tvoje muzike zdaj. Nadgrajujejo sliko, tako dajo čist en novi spekter, približujejo mojo glasbo ljudem, ki niso navajeni poslušati repa. In ko smo že pri repu, tokrat je čas za tvoj prvi izbor, nekako si se odpravil v Anglijo v Anglijo, ja, res je. No, pa ne bom rekel, da sem presenečen, da ni mogoče East ali pa West Coast, ampak recimo Skepta, Golden Brown, ozadje. Predvsem je ritmika zanimiva, ne, pri teh Angležih in nekako mi zadnje čase ful dogaja neameriški hip-hop in ko sem razmišljal o tem, da prijem na radio SI, sem si rekel, pa te pa dajmo, ne, če so že šli ven iz Evrope, so international, ne. No, prisluhnimo. Radio SI Main Stage. Tako torej 8:43 minut, MK in muzičari danes o 10:15 live stream. Malce sva se dotaknila preteklosti, stvari so se spremenile. Poklical sem tvojega prijatelja Mitota, sem rekel, če ima kakšno zanimivost, prisluhni. Eno storijo imam, se spomnim, ko sva šla na špil, mislim, da je bilo v Graz, na Semi Deluxa. In z Markotom se furama v avtu, potem špil je bil super, vse je štimalo, tako mora biti, pa se pelama nazaj in je Marko vozil, se spomnim, in pač te valjda nekaj kadimo v avtu, mislim, smo kadila v avtu, kakorkoli, in jaz štrcnem cigaret vun, pri šipi od zgoraj, čist na malo odprti šipi, pa se ful zaiskri, pa zakadi, pa tak se spogleda, on me pogleda, tako si normalni, ne boš mi ki avta v kuro za ne. In jaz pravim, se je vun leto ogorek, je 100% je vun letelo, pa zaprema šipe, pa se pelama dalje, pa začne nekaj pune smodeti, oziroma smrdeti po dimu, se začne dimiti, pa me Marko pogleda, pa reče, pa dajno, da pogledaj, na tla, pa pod zid, če ti ki pada čika, kaj zdaj, pa gledam jaz pa nikjer, pa predluftam avto, pa si mislim, ok, vredi, pa pol spet se dalje pelama, pa drugi začne še bolj smrdeti, in se smoditi, na pune. Pa Marko kar 4 žmigavce hitro vklopo, pa na stranski pas, na avtocesti zapelo, stopima vun, oba z avta, pa gledam, kaj te zdaj gori. Pa je meni iz kapuce ven, ugorek padel ven, pa še toliko, da se mi ni puhovka vnela, tako da smo se pol režala v glavnem, kak je bilo to v glavnem. Pozdrav prijatelju MK-ju, Markotu, pa želim super koncert, ki ga bodo imeli. Mi to ima men. Smisel, da bo kakšna bolj pikra štorija, ampak super. Ja, čudila smo se ful, neko plastično bundo imel, nikoli ne bom pozval, kak je to smrdelo. Veš, in pol misliš, če ga ni, veš, pa čim zapreš okno, pa spet smrdelo. Ampak čakaj, to je bilo še na avstrijskem delu avtoceste ali že na slovenskem? Ne, na slovenskem že po mojem. Vse se ne spomnim v resnici. Karkoli bom rekel, je predolgo nazaj, da bi točno vedel. Si predstavljaš Helena, da bi ima znotraj se začelo kaditi, pa jih ustavi policija, okna dol, pa se ven zakodi. Veš, kak izegnje? On je v bistvu štrcno čik, pa mu je šlo v kapuco zadnji noter. Pa res je smrdelo, prav kot da se kuri. Jaz sem najprej mislil, da je čist nekaj druga, ampak Kar se tiče teh zakajenih avtomobilov, to so neki stereotipi, ki so bili ali so še? Danes kadim cigaret v avtu z roko skozi okno, pa samo če sem sam. Torej, če je kdo z drugi v avtu, potem tega ne počnem več. Tako da se je kar spremenilo. Od časov, ko je foter pri zaprtih oknih vprašal Mercedes čike. Naslednji komad po izbiri, tokrat smo izbrali tvoj prvi slovenski zbor Arne.
Tudi pri tvoji založbi? Tako, Arne je nov član Woody's Band Records, Arne Medžedovič, njegov album Zorni kot je zunaj. Poslušajte na vseh streaming platformah, napišite Arne in poslušajte njegov zadnji komad, ki se imenuje Hecen lik. Radio SI, Main Stage. 8:51, MK in muzičari od 10:15, torej Facebook live stream. MK je zdaj z nami v studiu. Dejal si, da se bo potreba mogoče kdaj v življenju malce ustaviti, da malce razmišljaš naprej. Leto pa pol nekako že traja vsa ta COVID situacija, epidemija. Kako si zdržal, kaj te reševalo? Album je nastajal najbrž? Ja, v bistvu se kao na začetku, ko se je to začelo dogajati, sem si rekel, ne bom se pustil, mi bomo vseeno imeli špile. Tako da smo imeli, glede na ostale, kar nekaj koncertov, sploh teh streamov, in smo bili primorani pač nadaljevati, delati dalje, kar me je v resnici rešilo, da nisem zatavil v pregloboko depresijo, bom temu rekel, zato ker bi ostal brez dela. Ampak je pa zdaj več posledica, vse to, zdaj pa imamo malo dosti že teh streamov, pa vsega boga, pa komaj čakamo folk pod odrom. Tako da, ne vem, no, smo prebrodili, ampak mislim, da vprašanje je, kaj bo zdaj, kaj se bo zgodilo zdaj naprej. Nekako si razmišljal, da se tudi glasbeno si nekako se spremenijo, ne? Teksti, družbeno-kritični odziv, seveda, ker človek se pač odziva na svet, v katerem živi. Če pogledaš naprej, nekako najbrž se še zmeraj vidiš v hip-hop vodah ali v rapu. Verjetno bom raper do konca življenja, ne bom nehal tega početi, čeprav vprašanje, koliko bom rapal še naprej. Za to kontinuiteto bom težko prišel do 50-ih. Ampak ja, rad to počnem, rad v bistvu vidim, da drugim tudi v tem uspeva in to me osrečuje, tako da če ne bom sam, bom pa pomagal drugim, da to počnejo. No, naslednji komad, ki jih bomo slišali, Nax in pa Home, prav tako z Otoka. Ja, nimam kaj dosti povedati o komadu, razen to, da me pogodi pjesma. Radio SI, Main Stage. Tako, 29 minut, še slaba ura do samega live streama koncerta. Probna vaja je bila, kakšen je vtis razen vetra, no, recimo. Ja, super, sonček je gor, sicer piha malo, ampak mislim, da se bomo imeli fajn. Že kdaj igral na strehi? Tukaj ne, verjetno kje pa že, ja, sem zdaj, če me vprašaš, kje, se ne bom spomnil. No, se glavna razlika je mogoče pač razgledam, pa sam vidim. Zdaj vidim do doma, vidim v bistvu, ne, do tam, kjer sem živel, oziroma kjer živijo moji starši, tako da ni slabo. Imaš razgled vse do Amsterdama. Tako. Kar se tiče vsakega gosta, ki imamo v studiu, nekako enega izmed glasbenih opremljevalcev pri nas, vprašamo za mnenje. Tokrat smo vprašali Iztoka. Prisluhnimo. MK je eden od mojih bolj priljubljenih uvoznikov hip-hop kulture v naš prostor. Kot glasbenika ga v bistvu spremljam že od začetka, tam od Tekoči kru naprej, torej nekje od albuma Adijo stari, kakšni scenariji, mislim, da je bilo leta 2007. Lahko rečem, da gre za izjemno talentiranega, iskrenega, pozitivnega in delovnega reperja, ki zadnje čase zraven svojih izdaj navdušuje tudi z nekim mentorstvom mlajšim glasbenikom. Z nadgradnjo glasbene kulise z bendom je pa po mojem naredil še korak naprej. Danes velja za nek standard oziroma referenco na domači rap oziroma hip-hop sceni. Mislim, da zraven inovativne glasbe v tekstih s svojim pogledom odpira take družbeno-kritične teme, s katerimi se lahko poistoveti tako starejša kot tudi mlajša generacija, ali pa poslušalcem da samo določen tekstovni material za razmislek, kar pa je v današnjem času v glasbi prava redkost. Skratka, da zaključim, MK ni samo še en reper, ampak je z leti marljivega dela, vlaganja v glasbo in profesionalnega odnosa skupaj svojo založbo postal neke vrste institucija, po kateri bi se lahko zgled vzel marsikateri domači glasbenik in morda tudi kakšna od večjih domačih založb. Hvala lepa, Iztok. Ampak založba potem je pa boljše, da je kar, ne, če hoče svobodo, je fajn imeti svojo založbo. Zdaj smo že v takih časih, da v resnici sploh ne rabiš založbe, da si lahko sam založba oziroma da si samo založnik. Internet nam to omogoča, sploh distribucija digitalna je. V bistvu ne rabiš dobenega, ne? Dobenemu ne rabiš dajati keša, ki ni imel prste zraven pri kreaciji tvojega dela, ampak ljudje se to ne zavedajo, pač za voljo promocije dajo procente ljudem, ki si tega ne zaslužijo.
Zdaj mi je bilo recimo zanimivo, ne? Zdaj si govoril tako splošno pogovorno. Ne? Repaš nekako v mariborščini, v štajerščini, Helena, ne? Imam občutek, da imaš nekaj za dodati tukaj. Da bi imela kaj za dodati. V bistvu mene ena stvar zanima od prvega šmorna, pa potem vmes se je zgodilo še zelo veliko kulinarike. Ne? Ali pritiče reperju to, da zna zelo dobro zvijati tudi suši? Ne. Oboje pomirja. Večina reperjev ne zna zviti sušija. Ampak hrana je pa seveda sestavni del tega. In jaz, po moje, če ne bi repel, bi verjetno bil kuhar ali pa kaj podobnega. Kjer je prav tako seveda potrebno biti pozoren. Isto, ki je prej omenil, nekako mlajši in starejši, da te poslušajo in razumejo. Ne? Zdaj, nekako bi se jaz tudi strinjal, da si mogoče nekako vez med to generacijo X, baby boomerje seveda kritiziraš, normalno, med generacijo X in mogoče med mlajšimi, ne? Da lahko vsi nekako razumejo nekako tole. Zdaj, glede na to, da si letnik 85, se ti zdi, da je ta tvoja generacija plus minus kakšno leto lahko komunikacijski most tako v službi ali drugače v življenju med, ne vem, eno in drugo generacijo? Ja, odgovor na to je ja, ampak ne vsi, ne. Imaš pač ljudje, ki se zavedajo svojih let in živijo temu primerno, imaš pa ljudi, ki so stari tako jaz, pa bi radi bili ful mlajši, ne. Tako da jaz se na nek način počutim super v svoji koži, vesel sem, da sem, kjer sem, kaj sem dosegel in niti malo mi ni v bistvu bed, da sem toliko star. Ravno to, kar praviš, na nek način konektam mlajše in starejše od sebe in probam v bistvu vsem dati zamisliti, da se splača biti dober človek. In ko smo že bili zdaj pri samem štajerskem narečju, naslednjega bomo slišali Leopolda. Tudi on repa v svojem narečju, ne? Je verjetno bolj iskreno ali kako deluje vse skupaj? Veš, tak je, neko športniki reprezentajo vedno svoj klub, reperi reprezentamo vedno svoje narečja in vedno je valjda bolj pristno, če govoriš v takem jeziku, kot ga uporabljaš tudi v prostem času. No, tudi Leopold sicer pri Vodizbanu, ne? Leopold je pri Vodizbanu in reprezenta Gornjo Radgono. Prisluhnimo. Radio SI, Main Stage. Main Stage. Ob 10:15 MK in muzičari live iz strehe seveda regionalnega RTV centra v Mariboru. S freestylom si se kaj ukvarjal, si probal kaj v živo rime zlagati? Tak, da v live ne, ampak potem sam, ko doma delam komade, ponavadi nastajajo neke ideje iz freestylov, no. Ampak nisem pa zdaj neke ful vešč v tem. Imam ful prijateljev, ki so dosti boljši v tem kot jaz. In če se recimo prepustiš ustvarjanju komada, ne? Najprej, kako je? Ali je včasih odvisno, da najprej imaš beat, pa potem prihajajo besede, ali je vedno najprej beseda in potem? Zadnje čase je vedno najprej tema, ne, katero hočem obdelati in potem na podlagi te teme iščem glasbo, ki je temu primerna, pol pa nastaje ali refren ali kitica, odvisno kaj se zgodi. Tako da prvo tema, pol beat. Kaj pa recimo danes boš na odru z glasbeno skupino, ne? Kar je seveda čisto drugače se sliši za tebe kot reperja, kot vokalista. Kako je repati na beat, na podlago ali pa ob samem bendu, ne? Je neka druga dinamika. Ne? Vse ima svoj čar, ja, itak hip-hop je se veš 1-1 z DJ-jem, tako da mene še to vedno zelo osrečuje. Je pa to čist en drugi spekter z muzičari, ne? Fantje so res glasbeniki, ki obvladajo svoje delo in jaz na nek način z njimi rastem, ne? Vsakič, ko igramo z njimi skupaj, v bistvu mi dajo še malo mi razširijo obzorje, tako bom rekel, ne? Lahko eno vprašanje? Bereš note? Berem note, ja. Hodil sem glasbeno šolo, tako da znam brati. Ja. Tako da ni tu gepa med... Ja. Oziroma, kakšen je, no? Gap je predvsem ta, da ko se veš, oni med sabo nekaj pogovarjajo, jaz včasih ne vem, zakaj se gre, predvsem kar se tiče tehničnih nekih stvari. Ampak so pa tak fantje sami povezani, da v bistvu nisem jaz tisti, ki narekujem in delam različne variacije temu, ampak sami hočejo nadgraditi. Tako da jaz samo povem, če mi je všeč ali pa če mi ni všeč. Pošteno. Easy job. Ja, tako da bo kdaj morda tudi kakšen koncert muzičari in MK. Ja, tako. Ne? Nekaj zanimivih reči imamo še pripravljenih, ne? Kakšno
takšno zanimivo, iskreno vprašanje, ampak se ti bo Helena razložila, kako Ajde, je čujem. potrebno. Vsekakor bi rekla, bodi ekspliciten. Okay. To, kar je tudi črka E, ne, če se ne motim. Ja. Mogoče še malce razložiš to situacijo, kako je z besedili, ki so kar malce bolj eksplicitna v tvoji branži. Kakšni filtri obstajajo, če? Ja, obstajajo radio edit verzije. Drugače pa jaz verjamem, da so pač kletvice na nek način izraz čustev. Ne uporabljam jih namenoma zato, da bi bil prostaški, po drugi strani pa se jih tudi ne izogibam, ker se ne rad samo cenzuriram. No, čas je, da malce prekinimo govorjeno besedo in nadaljujemo z Neighborhoodom, soseščino DC, ozadje tega komada. To pa je v bistvu komad, ki je zelo, oziroma najljubši komad celot, mislim, da trenutno mojega producenta, ki je naredil album Veš, kaj bi ti mogel, Davida Eraga, tako da to ti je zate Erag. Radio SI, main stage. Tako, 39 minut, še 45 minut slabih seveda do live stream koncerta MK-ja in muzičarjev. Predtem imamo še enih 10 iskrenih, hitrih vprašanj. Okay. Pa še kakšnega za povrh. Ja, kaj veliko časa mu ne boš pustil? Ne. Eksplicitno, nazorno, hitro, brez nekih konkretnih razmislekov. Tako kot doma, asociacij, tako kot doma žena. Tako kot doma žena. Okay, edej. Pripravljen? Kako je videti tvoj jutranji ritual? Kava, Instagram, mail. Kakšen odnos imaš do družbenih omrežij? Jemljem jih kot službo. Pri tebi se nahaja veliko parov športnih čevljev, veš koliko? Dobrih 60. Poseduješ ti večjo omaro za čevlje kot tvoja žena? Seveda. Na kakšen način eliminiraš stresorje v življenju? Izklopim si telefon. Kje se MK trenutno nahaja v življenju po privat in službeni plati? Na privat plati in službeni plati je z mislimi na dopustu. Najljubše glasbeno prizorišče? Festival Lent, kjerkoli. Kako je zate videti res dober dan? Res dober dan je dan, ko me ne zmoti telefon in imam čas za preživeti za svojo ženo. Ko gre Marko na dopust z ženo, dopustujeta kje? Na Hrvaškem. Obstaja kakšna stvar, ki je o tebi precej neznana? Ne. Knjiga, ki si jo nazadnje prebral? Kobe Mamba Mentality. Če bi na ulici danes srečal 16-letnega Marka Kocjana, kaj bi mu z današnjo pametjo svetoval? Verjami vase, uspehi pridejo čez čas in medtem, ko vsi drugi dvomijo v tebe in mislijo, da si moraš najti službo, je to tvoja služba, biti muzičar. MK, iskrena hvala. Prosim. Ja, jaz sem nekako ti verjel, no, ampak imam pa še eno vprašanje, ne? Sneakers, pa Kobe si omenil, ne? NBA spremljaš? Spremljam, ja. Nič ne bo. Prva stvar, ki sem prišel v studio, sem rekel, da bi ne bi slučajno kdo za NBA tekmo povedal. Spremljam, zelo sem navdušenec, bi temu rekli, in zgodi se tudi, da noči ne spim zaradi tega, ker so dobre tekme. Kaj pa eno vprašanje, si že videl kakšno NBA tekmo? Bil sem, jaz sem se... Kaj moram paziti, kam rekel. Lani sem se v Ameriki poročil in sem bil tudi na tekmi istočasno v Miamiju, na tekmi Miami Heat proti Dallas Mavericks, tako da sem bil istočasno... Potem pa bi se morala videti. A ti si tudi bil? Ja. Okay. Slediš gremo skupaj, ne? Next time. Torej je vprašanje Goran ali Luka pač ni umestno, ne? Oba. Definitivno oba. Kdorkoli v bistvu Slovenec, navijamo za njega. Drugače pa Luka je... On je v igrci, to ni več normalno, kaj dela pač. Tako kot že si Super Mario, ne? Ja, Super Luka. On sam za svojim joystickom, ne? Dobro, MK, hvala za obisk. Hvala za povabilo. Mava seveda še vprašanje, kako je s koncertom zgoraj, kaj lahko pričakujemo, kaj ste pripravili muzičari? Veter in sončna očala. Ne, se ne. Pripravili smo 6 komadov, ki jih igramo tudi doskrat, 6 komadov, ki jih imajo ljudje najbolj radi, tako da Forever Greene igramo danes. Hvala lepa, Helena, mislim, da je bil MK kot MK. Ne? Točno tako. Marko, hvala. Hvala, živeli. Radio SI,
Main stage.